Dober dan, dober večer vsem skupaj. Danes tukaj imamo dva precej eminentna gosta. Če začnemo s starejšim, Vojko Gantar, znan predvsem po temu, da si je večino pokojnine zaslužil kot pilot lovec. Drugi je sicer rojen Idrijčan, živi v Škofji Loki, in drugi rojen Škofjeločan, Stane Kranjc, starosta prostega letenja, znan širom Slovenije, pa tudi malo čez. Danes ne bomo se posvečali toliko življenjepisu in otroštvu in tako naprej, bolj bomo šli skozi tisto letalsko kariero, pogledali bomo malo tehnike, tako lovskih letal, nadzvočnih letal, kot tudi priprav za prosto letenje, prvih zmajev, prvih padal, sodobnih letalnih naprav, pa vmes bo še kakšna zanimiva anekdota. In čisto na koncu boste lahko seveda tudi kaj vprašali. Če začnemo pri Vojku. Vojko, vse je kazalo, da boš tako kot večina tvojih sokrajanov se lotil tehnične šole, verjetno kakšne fakultete in nadaljeval v rudniku v Idriji. Ampak kako to, da se je zasukal popolnoma drugače? Najprej dobro večer vsem skupaj. Tako je, mi smo se približno pri kraju 8-letke morali odločiti vsak kakšno dejavnost ali potem naprej na gimnazijo. Dejansko smo se pa mi mladi glavno odločali za poklice, čim prej v poklicu ali pa takoj delati. Zdaj jaz temu pa prilike, da sem bil glasbenik, da gremo v glasbo, potem po tradiciji rudarstva, da gremo v rudarske šole, zdaj že napredno, ne. In medtem takrat je prišel ta konkurs in tudi dva moja prijatelja, eno leto starejša, sta tudi eno leto prej se prijavila na konkurs in sta bila sprejeta in sta bila že eno leto v Mostarju, tako da je to kombinacija te odločitve. Jaz rekel, to bilo pa vse glih boljša, ne da je dinamičen poklic, kot pa v rudarstvo ali pa v glasbo, kjer bi malo preveč statično znel se skupaj z obzirom, kakšna je moja mater rekla, da sem preveč živ, ne. Da ne snemo tri ukore v osnovni šoli zaradi živahnosti, ne zaradi lumparija ali pa kaj drugega. In tako sem se tudi odločil, da grem v mostarsko gimnazijo, ta je druga generacija bila, ne. Moram pa povedati nekaj, kar še nisem do zdaj povedal. To je pa to, da tak način koncentriranega srednješolske izobrazbe v armadi nismo prvi bili, čeprav so prezentirali naši medtem, smo mi upeljali nekaj novega, da gremo mladi za 2 let končamo 4-letno gimnazijo, potem pa nadaljujemo in tako naprej. To so delali že prej in Rusi, so imeli še 7-letne otroke v specialnih šolah vojaških, dejansko to naprednih, potem so to imeli Nemci, potem so imeli tudi Italijani, verjetno še kakšni drugi narodi so na ta način pripravljali mlade fantke, dejansko od fantke od 7. leta naprej, ko so šli iz maminega krila, so jih pripravljali, da bodo vojaki, posebej pa nemško vojaško plemstvo je to bilo delo, pa tudi v Rusiji so že to upeljali. Ja, se je v nasprotju s prepričanji, večina nas je bila prepričanja, da je to 4-letna srednja šola, kot smo danes navajeni. To se pravi 2-letna, ampak to je bila dejansko klasična gimnazija, kjer pravzaprav niste leteli. Tu bili smo na letališču, je to v mostarskem starem letališču, tam so leteli izvidniška letala, hangar je velik, ampak zraven je bila vse zgradili, odnosno pripravili šolo, kjer bi posebej internat, posebej ta šola, kjer se izvajal pouk. In za 2 leti smo mi dejansko zelo koncentriran pouk je bil, da smo naredili program 4-letne klasične gimnazije. V tej klasiki je spadal tudi latinski jezik, glasbeni pouk in likovni pouk. In to precej
na visokem nivoju profesorov. Zbranih vas je bilo pa od 15 000? 150. Ja, 150. Nas je bilo začetki 6 razredov, od tega smo samo razlike, da so 3 razredi, smo se učili angleščino, 3 razredi pa ruščino kot jezik, plus pa vsi pa latinsko. Stane, osnovna šola, prvo srečanje z letenjem modelarstvo, potem gimnazija, bolj šport, veslanje z bratom v kanuju dvosedu, smučanje. Kaj je bilo tisto, kje te je prvič potegnilo v zrak? Najprej bi vse prav lepo pozdravil. Mene pa živeli smo malo iz Škofje Loke na obrobju Škofje Loke in v tistih časih si jaz gor rasel 50 leta, druga polovica letala avione na Škofjo Loko. In to je mene toliko navdušilo, da sem začel modelčke delati, najprej papirnate, potem z kartona, vse, kar se je dal, kar je po luft letelo, to je mene zanimalo. In pol mi je pa počas, ker si pač firčen, malo tudi fantazija po vse skupaj me je zanimalo, kako to deluje, pa sem si knjige sposodil v knjižnici in pa revije, takrat so bile še Krila, par let izhajali in mene je to čisto zagrabilo. Vem, da sem na vsake počitnice s seboj eno knjigo Teorijo letenja vzel, pa ki je bila osnovna šola, nisem čisto nič zastopil, samo toliko fajn se mi je zdelo, da sem tako knjigo imel. Še danes vem, da imaš na izpravite za lahko noč rajš kako poglavje iz fizike ali pa kvantne mehanike. Točno to, to me toliko pomiri, kakšno stvar malo poštudiraš, zvečer zaspiš, mislim, da stran 2 preberem in me zmanjka, nobene obremenitve nič. To je ta bolj. To je bila v bistvu dobra priprava, ker veliko letalnih priprav si izdelal sam. Tudi treba je bilo kaj izračunati, to ni bilo po sistemu trial and error, ampak je bilo treba tudi določiti težišče, izračunati površino in še kaj. Tudi v srednji šoli si bil kar dober v fiziki, mislim, si je 2-krat bil na državnem tekmovanju. Zelo zanimivi projekti. Takrat sem tekmoval, je bila gibanje znanost v mladini, ki si mogel en svoj projekt narediti, pa potem zagovarjati. Eden je bil v življenji tehniki, sem bral o magnetohidrodinamičnih pretvornikih. To so rekli pri teh termocentralah, so še toliko ročni plin, da se da z tega še kaj ven dobiti. In jaz sem stavil na redu elektromotor od pravnega stroja, sem izrezal ven, da sem vodil magnetno polje dober, pa dve elektrodi iz grafitni, pa varilni aparat in sem to priklopil na en galvanometer je lepo pokazal eno električno napetost, če si plamen z druge strani poslal, je v drugo stran pokazal in s tem se jaz zmagal na državnem prvenstvu. Tako je bilo zanimivo, pol me zmeraj me je kaj zanimalo. In ko sem videl prvega zmaja na sliki, nekaj revija Življenje tehnika objavljala, nekaj sem dobil v Šternu, je slučajno od očeta prijatelj prinesel in jaz sem videl, da zmaje, to je tisto. Mislim, lepo, tako kar tiste modelček tam vidite, jaz sem naredil model, pa sem sprobal, koliko mora biti jaden napet, kje je težišče, pa tako, potem pa v nami v Ljubljani material za mrele, cevi, mislim, da so bile v eni tovarni in sem prvič probal, ni letel, tam 73. jesen, na začetek leta 74, mi je pa uspel, da sem poletel. Ampak ti znanje prek sem z modelčke dobil prav prišel. Zmaj je imel negativno men, ko je ni šel v zrak. To sem pa isto, ker pri modelčkih od zadaj zavihaš na gora, da je stabilen, tako je bil s tem in je stvar letela, pa se je pa začel. Ja, super. Vojko, zelo mlad si šel potem na akademijo. To je bilo koliko 17 let? Potem, ko smo končali to šolo, sem bila spet selekcija, šolska. Odpadlo nas je v gimnaziji, nas je odpadlo približno 70. Skoraj pol, čisto pol smo pa to
smo prišli v akademijo v Zadarjih, je nadoknadeno iz civilstva in gimnazije se sprejeli še okoli 30, tako da smo bili približno ena klasa, odnosno ena generacija. Jaz sem bil član 19. klase VVA, Vazduhoplovne vojne akademije ali pa Letalske vojaške akademije. In potem ste šli končno v zrak pri 17. Prvo leto smo imeli teorijo, 6 mesecev splošno teorijo vojno, 6 mesecev teorijo zvezano za letenje, predvsej važnih predmetov, kot je teorija letenja, navigacija, tehnika, zrakoplovna tehnika, potem zrakoplovna meteorologija, vezal, letalstvo in tako naprej. To je teorijska osnova, da smo spoznali teorijo letenja splošno. Potem pa šolski krogi z inštruktorjem. Na tem letalu Aero 3, ko ga vidite, to je začetek prvega mojega letenja z inštruktorjem in tudi to je bila ena selekcija v letenju, kjer smo z inštruktorjem in ostalimi inšpektorji leteli, ko so odredili, ali lahko nadaljujemo letenje ali ne. Eni to niso mogli obvladati, zaradi tega, ker jim je bilo slabo, eni niso obvladali orientacijo v prostoru in pač tisti so odpadali in so bili, moram reči, zelo videli so veliko razočaranje. Torej, meni je tudi uspelo iti skozi, potem smo šel drugi semester na drugo letalo. Prvo je bilo, bi rekel, trenažno, sključno trenažno, neč borbeno, to naslednje je bilo pa 522 imenovano Soko. To je bilo pa borbeno letalo, šolsko borbeno trenažno letalo, ki imelo je strojnice, 2 kod Boeinga strojnice in podvesne sisteme za bombe in rakete. Evo, ta letala so znane tudi s filmov, Neretva Sutjeska. Ja, to je, ona so bila zelo podobne v nemškem letalu. Focke-Wulf. Ja, Focke-Wulfu. No, tako da je bilo zelo uporabljeno v teh filmih partizanskih in tako naprej iz druge svetovne vojne. No, to je bil še zmeri enoten program, niste se še delili na lovsko, bombiško, izvidniško letalstvo oziroma pilote, ampak selekcija se je začela nekje z Lockheedom. Dejansko smo bili že po končanju drugega letnika, smo bili že selekcionirani, ker smo bili poslani na en del v Zadar, to so bili lovsko-žonkniško letalstvo na Thunderjete, to je tisto, kar oni prvi kali tam na kraju. Vsi smo pa začeli in v Zadaru in v Puli, smo pa začeli letenje na T-33, odnosno pri nas je imenoval TV2. To je bilo ameriško letalo trenažno borbeno, ampak je bilo zelo dobro za začetno trenažo na reaktivnih letalcih, takrat s njemu že 18 let in je bilo taka imenitna izkušnja, posebej, ko smo začeli leteti po zim v slabovremerskim, tako da smo takoj prišli na zahteven del, na inštrumentalno letenje, to je pa tisto, kar je dejansko druga stopnja v samem letenju. No, znam ste mi omenil, da je bil to edino avion, ki je imel cel za rulanje. Ja, masno. Zaradi tega on je ostal približno skoraj maksimalno 4 ure v zraku in normalno, da je kakšnega malo prijelo na to malo potrebo, ampak nikoli nismo to izkoriščili, razen enkrat smo šli na prelete z mojim kolegom, pa je on rekel, da bo to probal, ne. In je to probal, je vzel tiste tako na dno, in je probal pa se polulal noter, med tem je pritiskal tisti gumb, da spusti vrili se v atmosfero, ni šlo, ne, je bilo zabito. In pa jaz sem rekel, to ne gre, jaz smo ni telefona, nje iz prednje zadnje, ko sem rekel, pa drž tako bomo pa pol, ko bo pristala, bo što ven zlil. Ne, pol res se vsaj držil, bo jaz pristal, ne, v Skopju, pa se na prvo kabino, ne, pa mehaničar je tako jakol dela, ne, postavlja ta podmetač in to on je pa zlil, pa lih temu mehaničarju na glavo, in je pa prešel se, pa je pa laufal, da ga ne ulovi. Sledilo je potem prešolanje na Sebra že? No, jaz moram nekaj sam dodati. V prvem letniku smo šli na študijsko potovanje iz Zadra v Pulo, na Douglas in moram
Reč, da so nam tam pokazali avione, ta TV2 in smo govorili, tega ne bomo nikoli, posebej pa Sejbra, da smo videli, kakšne je bil, smo rekli, to je pa sam mokre sanje. No, takrat se spomnim dobro, da nas je tam sprejel dva pilota na Sejbru, izmed ostalih je bil tudi tukaj prisoten moj prijatelj Žerjav Marjan, dve generacije starejši, kateri je že takrat letel v Sejbru. In spomnim se dobro, ko smo bili tam na kabini, smo rekli, na to pa ne bomo prišli, ker nam je res, kot da bi zdaj me poslalo v vesolje. Rekel, fantje, tiho bote, pa čas, stopnico po stopnico, boste prišli tudi sem. In resnično takrat je bilo, z Žerjavom smo to bili skupaj v športnem timu, sicer on v 3. letniku, je bil odličen telovac, tako da imamo tudi skupne slike iz takratnih obdobja. In me tudi zdaj so prijatelja, on je 11 let letel na Migu in vesel sem, da ga poznam, da je moj prijatelj, zraven njega je tudi Anderlič Franc, on je bil pa pilot motornih bojnih letal, rezervni pilot in oba sta dobra prijatelja. In jaz prosim, da vas da ga pozdravite z eno glasbo. No, spotoma, Marjan Žerjal je tudi zemljak iz teh krajev, on je Postojnčan. No, vse je še da me pohvali. Ja, verjetno, bolj kot mene. No, potem je Marjan nadaljeval kariero na policiji, na helikopterih in iz teh dožižja ima on izjemno ogromno zapovedati, bolj kot jaz iz kakšnega drugega in si odmigal on samo od helikopterjev, ker res je to zanimivo. Sejber, dnevni lovec, nekoč se rekel, da ti je bil najljubši. Ta Sejber je bil čudovito koncipirano letalo, zelo gibljivo, pregledno, udobno, odličnimi instrumenti in vsi smo ga radi imeli. Tudi zdaj, ko vprašam moje kolege, kjer je najboljše letalo, vsi so izražali za Sejbra. Tukaj je v tem muzeju Sejber D, to je večja izvedba, njegov starejši, mislim, mlajši brat, med 2 tone težje, nočni lovc, ampak ta je bil pa čudovit. Imel je eno mano, zaradi katere je veliko pilotov v letalstvih po svetu, posebej Japoncev, nastradalo. Mi smo to smo spoznali, imelo ta upravljanje z komandami leta je imelo hidravlično, absolutno hidravlično, tako da je na vseh hitrostih imelo enake odklone krmilnih mehanizmov, za razliko od teh modernih, ki so na večjih hitrostih se avtomatsko zmanjšal odklon, tako da za iste gibe v kabini po komandah so imeli različne odklone in približno enake manevre. Ta je pa, recimo, tam delal zveovske kroge, potem je kdo je potegnil, letalo se je prevleklo, padlo v covid in iz male višine se niso mogli piloti rešiti. Ampak mi smo to vedeli in smo se zelo dobro pazili teh zadev, ampak drugače pa res čudovito. In na akademiji, se pravi, ste končali kje na tem Sejbru. To je bilo potem slika. Aha, ko smo končali akademijo, to je cela slika naše klase, gor na vrhu je general Dolničar, takrat je bil načelnik akademije in to je tam iz 67. leta. Hvala. Stane, zdaj pa vzrok 73. Spomnim se, ko si 1. zmaja poskušal sestavljati, čudili smo se mulci, kaj je to za ena reč, ker zmaji so ponavadi takele, a ne mehne, ne pa tisto ljubko. Ja, to je bil tak zanimiv doživetje. Nikoli prej se nisem ne z avionom pelil, samo gledal sem jih in ko se tole naredil, tam pa nas za gradom gor, en tak lep travnat pobočje, en jugozahodnik je pihal, snega ni bilo januarja takrat. Ko sem jaz tisto sestavil, primem v roke, malo kot povečam, se lepo krilo napihne, ne? In meni se je zdel,
nič novega, ne? Jaz sem s tistim stekel dol po bregu, krmano, čist naravno, ne vem, 20-30 metrov leto pa pristal, ne? In to se mi je zdelo čudno. Pa si jaz navdušen to okoli prepovedoval, so mislim, da se imam večki natrgale, ne? Si rekel, letim, a ne pa tako enostavno letalna naprava. To je bilo dokaj neznano še, ker bil si eden prvih poleg Žumra, se mi zdi, in to je bila tvoja konštrukcija. Moja, ja. Tamle imamo na sliki eno tako brošuro Hang Glider Weekly, tu si pa že naročil prve načrte iz ZDA, kjer so bili Američani kar začudeni, da nekdo v vzhodni Evropi celo leti s tem. Takrat je bil en dejansko avionček, ne? Krila, rep, smeren, stabilizator, vse in to sem rekel, to bom jaz naredil, ne? Sem kupil načrte, samo pol ga nisem naredil, ker so te fleksibilna krila so bila toliko enostavna za narediti, za leteti v primerjav s tistim in tiste načrte imam še zmeraj, pa me je kar en čas vlekli, da bi naredil že zaradi čist nostalgije, ne? Letos si s svojim zmajem, čeprav to niso bili ravno sodobni materiali, platno je bilo bolj nepodobno za tistemu za dežnike, ne? Ampak letel se je pa solidno vse. Letel se je nekaj, mi smo, jaz prvi zmaj, res je imel tisti za dežnike material, ampak pa smo pa hoteli v Trst kupovati takron za jadrnice, a ne? Meni je mama še denar posodila, da sem kupil prvi šivalni stroj Bagat Slavico, ker prvega mi je ona zašila, ne? In ki ni pričakovala, da bo stvar letela, ne? In bila čisto zadovoljna. Ki je pa stvar letela in pa rekla, jaz tele ne bom zraven več sodelovala, ne? In pa sem se mogel naučiti šivati, pa sem šival, tudi ne sam za sebe, tudi za druge, ne? V bistvu tako kot pionirji letalstva, mogel si se učiti konštruirati, tehnologijo izdelave in pilotirati. Vse, ne, v tem je bil tisti zadovoljstvo, ne, pa sem pa dobil revije, tam imam en vzorc Drachenflieger magazin iz Nemčije. Razvoj je bil tako hiter, vsak mesec so bili novi modeli, ne, in že po slik si toliko poznal, si vedel, kako si isto, jaz sem imel pristop kakor v aviaciji, to se pravi, čim večji razpon, da imaš dobro fineso, čim imaš hitrost padanja, upore zmanjšati, potem, ki je to leteče krilo, pač glede na profil, ki je bila ideja iz šivanja jadra, ne, kako krojiš, da dobiš se prav profil ven, in to je bilo to. In jaz sem se, naprimer, je bil napisan, da bo prvo uradno FAI svetovno prvenstvo leta 1976 v avstrijskem mestu Kesen. Jaz sem se prijavil in sem tisto let naredil 4 različne modele zmajev, da sem sledil pač glede na tiste zahteve, kar so na tekmi leteli, in vsak je bil boljši letel. In tam je možno fineso, mora biti 6, pa propadanje malo nad metrom in se je dal jadrati. Na tej sliki Šmarna gora 6, koliko sem letel, 59 minut pa pol jeden prav štopova, ne. To je še za danes bi bil kar spoštovanja vreden dosežek. Lepo, ja, in naprimer sem naredil prelet, takrat še noben v nas ni naredil, imel sem variometer iz ene stare jedrilice, a ne, lepo variometer sem tle na trianglu pritrdil, potem sem se v tej pa imel termosko prevezano, ker rabeš, in sem štartal na Krvavcu, sem letel do Cerkelj od spod, pa sem pa obrnil, so se oblaki pred menoj delali, pa sem lepo vrtel in sem priletel do Luža, ne, in to je prvi prelet. Mislim, da je bilo 10 kilometrov, za leta 76 je bilo to dobro, da se rekel, stvar leti, ne. No, je bila pa tudi kakva buška tu in tam, a ne, tole je tale naš hrib nad Škofjo Loko za gradom. Tole sicer nisem bil jaz, ki je tole padel, a ne, ampak sem pa malo za tistim roko zlomil. Zmaj je bil premehen in če ni bilo vetra, si pristajal, si najprej po nogah drsil, potem si se usedel, s trikotnikom sem zadev, pa sem objedli kosti zlomil. Sam to je bilo mesec pa pol, bilo že dobro, tako da... Takole so pa skice izgledale, a ne, kot vidite, so tudi izračuni propadanja, hitrosti, težišča, ne, ni glih na pamet. To je bilo zelo zanimivo, ne, ker iz modelarskih izkušenj si delal
težišče si izračunal, prva četrtina te srednje aerodinamične tetive, potem težišče bi moglo biti spredaj, pri teh delta krilcih z majhno vitkostjo je pa to bolj nazaj, na prvi tretjini. In v začetku vem, da sem bil preveč od spredaj, v petek sem šel po temu sistemu, pol pa nazaj in stvar super letela. To si zadev računsko, ne vem, plus minus 2-3 cm, potem se pa pripenal, da si ujel, pa je stvar letela. Je šlo. In počasi je prišlo prvo svetovno, kjer si na Avstrija, da si bil kar v bistvu uspešen. Tam je bilo zanimivo. Jaz sem, cevi so bile agrostrojske, Dakar je bil iz Italije, spoje zajla, to kar bakreno celko si je sploščil, zavil, tisto je sigurno bolj držal, kakor te, ki imajo te sodobne, ni bilo tako lepo. Vrečo sem si pa naredil z tega vojaškega materijala, sem ga tamle v Kamnik dobil iz šotore, tako da sem na tistih 6 metrov nataknil gora. Pridem jaz v Avstrijo, vsi eloksirane cevi, lepe, vse z napisi, kar malo po stran sem gledal, sem rekel, čakaj, bomo videli. Pa letimo in tam se je že v termik jadral 20 minut, pol ure in sem bil jaz tista zadnja, ki še jadral, en so že odleteli dol, en so pol pocurili, drug dan so že pozdravljali, servus pa tako, ste rekel, dober, in tako je bilo. Potem sledilo je svetovno v Grenoblu v Franciji, kot vidite, že zmaji so nekaj drugačni, tukaj si imel zelo zanimivo srečanje, tudi z enim možakom. Ja, tle je pa zanimivo, jaz sem takrat nisem več pustil zmajev, ki bi bili doma narejen brez kakšnega varnostnega testa. In jaz sem za eno avstrijsko firmo, ko ste spoznali in sem pa njih tudi pomagal pri razvoju tega zmaja, in so nam omogočili, ko smo prišli na svetovno prvenstvo, ob eni vili tam, to je bilo zraven Grenobla, Saint-Hilaire, da so rekli, fantje, tle lahko pač postavite šotore, pa živite brez problema. In en dan jaz po letenju pridem kaj nazaj, pa en tak mečki možicel z brčicam pride k meni, pa začneva debatirati, je angleško govoril in pove, in rekel, jaz sem pa Henri Fabre, in rekel, jaz sem pa naredil ta prvi hidroavion tam leta 10-12, ki je letel, pa sem pa govorila in nazadnje mi je dal knjižico in je notam napisal, po francosko je napisal, da stle, ki smo mi tekmovali z tega brega, je on tam, to se pravi začetek, tam po bratih Vrajt je že modelčke spuščal dol, in potem je to uspel, je pa doživel 102 letja. Res zanimivo, tako da mi je bilo to ponos, da sem nekaj takega in cisto knjižico v spomin še zmeraj. Ti imaš prav neverjetni talent, da srečuješ zanimive ljudi. Še en tak srečanje si imel z bivšim pilotom Luftwaffe, pilotom Messerschmitta 109. Še pelala sta se skupaj. Ja, to je bilo tudi, mi smo tam v 80-ih smo se dosti z Avstrijci družili, so tle iz Celovca pa iz Borol so prihajali sem k nam na Kriško pa na Dobrčo leteti. In eden od teh se je pol poročil, pa je povabil na Fantošno. Je pa začel takrat tudi z Jadranem leteti, je rekel, fantje, pridite, in zvečer smo malo pojedli, malo popili, zjutraj pa pride ta pilot, se imena se ne spomnim več, sam so rekli, ta leto je pri Luftwaffe od leta 39 do 45, 6krat so ga pa jaz izstrelili, ampak sem opozoril, so rekli, ta ne zna naravnost leteti. In jaz seveda zjutraj, lačen sem bil, pojem ene ribe, pa ne vem, kaj sem čez pil, grem prav, prej smo malo debatirali, on ni znal angleško, jaz ne nemško, ampak so se sporazumela in rekel, pet gremo malo leteti. In jasno, tam on leti res, ves čas je tak leto, kakor je bil navajen med vojsko. Pol smo šli še na akrobacije, takrat je pa meni, pač tiste ribe niso prinesle. In pa sem cel popoldne sem tiste avion prav, ampak je bilo zanimivo srečanje. Vojko nam je zadnjič rekel, da prednji rešil avion nikakor ribe, sploh pa ne v konzervi. To sem si zapomnil. Je pa pravo, doživetja je rekel, da so ga 6krat se strelili, 2krat je skočil ven, enkrat je rep zadev, je čez trebuh
sem mogel uranco ven vzeti, enkrat mu je noge polomil, rekel, ostale pa pristajal pač zasilno na tribuh, pa preživel vojsko. Ne? Tako da... Super. Vojko, prvo službeno mesto Skopje, Saber E in potem prešolanje na Saber D, to je tisti, ki jo vsi tam. No, te Saber D izmed ostalih pilotov je pripeljal tudi Marjan Žerjal s svojimi kolegi iz Zagreba, on je služboval v Zagrebu in je leto tudi na Saberih. To bi pa, jaz bi rekel, Saber v tistem izdanju, ampak je imel zelo moderne, za takrat zelo moderne stvari noter, od autopilota, afterburnerja, to se pravi dopolnilnega zgorevanja, motor je močan motor, elektronsko, odnosno kompjutersko upravljanje z vsemi sistemi v motorju. Mi to sploh nismo vedeli, kaj to pomeni. To se je drugače tam govorilo, ampak ne bom šel v detalje. No, ta slika, kaj zdaj gledate, to je mene, moj inštruktor na Saberu D, Ivo Sešek, major, me je slikal v zrak, on je bil pasionirani fotograf in je slikal vse okoli sebe. To je pa drugače slikano iznad doline Polog, zraven se vidi pa Šar planina. Evo, to je bil precej zahteven avion in v eksploataciji in po predpripravi, ne, ampak je bil čudovit avion za letenje v instrumentalnih pogojih in po noči. No, to je isto ena slika na Saberu D. Potem je država kupila prve MiG-e 21, L12, specifikacija. To smo tudi ti dobila, ne, iz preložanja, tako da smo v njih 2 letih, trek smo naredili prešolanje na MiG-ah 21, to je prva serija, mi smo ga imenovali L12 in se spomnim dobro, recimo, da sem v tistem času, ko sem prešolal, sem letel, naenkrat sem letel na MiG-u 21 prešolal, potem sem letel na Saberu D po noč in pa letel sem na eni utri, sem se tudi učil leteti, tako da ta transfer je bil zelo slab in so nam prepovedali, ne, razen da letimo namenski avion, da letim kar 3 letala v enem dnevu, različno. Omenil si, da so tli ameriški lovci zelo udobni, ti prvi MiG-i pa tudi precej špartanski. To ne, smo prišli iz Sabera D, ki je bil zelo konformen, aeroplan lepo urejen, krasna kabina, pregledna in vse tako naprej, udobna, air conditioning. Je bil ta MiG-21, L12, ta prva serija, je bil precej, bi rekel, narejen enostavno, od kabine do inštrumentov, osvetlitve noter za ponoči in tako naprej. In smo mi malo pogrešali tisto ameriško udobnost, ampak z druge strani je bil pa to neverjetno letalo, ki je imelo čisto drugačne performanse in je zelo, zelo različno od teh podzvočnih avionov. Ta kabina, ki je zdaj gledate, leva je od Sabera E, pa ta desna je pa od MiG-a 21 bis, to je pa zadnje izdeljenje, to je imelo že zeleno kabino, večje udobje, nagnjeno sedišče in potem opremo v kompletu za preživljavanje, v padalo in vse ostalo od hrane in tako naprej, do čovna in je tudi pofarbano in že nagnjeno kabino, tako da je bilo čisto drugače koncipirano, ker so tudi Rusi na začetku so govorili, ma ja, pol ure boste jaz držali noter, ni problem, se smo zdržali, ampak pa čisto drugačno občutko so tudi oni prilagodili letala veliko tistim zahodnim standardom. Dosegli tudi visoke višine, hitrosti preko Mach 2, zato ste imeli tudi različno opremo. Že čelade so bile različne. Ja, tukaj to letalo, on je bilo dejansko najlažje, ampak tudi najbolj hitro in z njim sem dosegel tudi največjo višino. To so bili na 25.450 metrov s takim letalom, ne z njim. In je bilo precej enostavno, ni odvalo,
izjemno robustno, na razne poškodbe in tako naprej, da imel pa drugačne tehnične rešitve v eksploataciji in motorju in upravljanju in tako naprej. Resnično revolucionarne rešitve. No, Amerikanci pa zmeraj so prednjačili v elektroniki in tej udobnosti in avtonomiji leta. Avtonomija leta pomeni, koliko časa eno letalo ostaje v zraku, kar je tudi zelo pomembna zadeva. No, imeli smo pa več vrst te opreme za preživetje na velikih višinah, ker nekako moram povedati o atmosferi. Atmosfera je del zemlje, kaj eni pravi, to je nekaj posebnega v odnosu do zemlje. Atmosfera je plinasti del zemlje in se pa obnaša tudi po vseh fizičnih zakonitostih kot plinasti del, ki se obnaša na zemlji. Dejansko ljudje lahko preživijo standard, to se govorimo o enih standard. Enim je slabo že na 1500 metrov, med en standard je, da ljudje normalno preživljajo 1500 metrov, potem začnejo slabosti. 6000 metrov višina je približno polovica tega pritiska, kaj je na zemlji, in na 6000 metrov se smatra, da je zona smrti. Tam večina ljudi, ki je nepripravljena na življenje na taki višini, umre. Zaradi tega smo imeli zaščitne sisteme, to se pravi kisik, je veljal normalno masko s kisikom in regulatorjem kisika, ki je doziral točno toliko mešanico zraka in kisika, da smo lahko preživeli recimo približno do 12000 metrov, odnosno do 12000 metrov spet ni standard v mednarodni standardni atmosferi, ampak do tam približno se smatra, da je ta atmosfera imenuje troposfera. Iznad 12000 metrov začne stratosfera in tam začnejo biti čisto drugačni pogoji za preživljanje. To pomeni, da takrat tudi kisik, ki ga vidimo v tej levi maski, kisik, kateri se sprejema skozi masko, ni zadost, da preživimo. Namreč pritisk, kateri nam deluje na zunanje in notranje organe in molekularni sistem, na teh višinah je tok odpor v organizmu do zunanjega pritiska, kateri je majhen, da dejansko tudi, če dihamo kisik, naše telo ne bo sprejelo. Zaradi tega je na desni strani je ta germošlem, s takim je šel tudi Gagarin prvič v vesolje. Ta germošlem je tako koncipiran, da nam daje pritisk v germošlem, da ga dihamo pod pritiskom in ta pritisk obvladuje tisti pritisk molekularnega celega notranjega sistema, ki smo mi smo koncipirani, da živimo na zemlji. In na nas tukaj pritiska 14500 kg zunanjega pritiska atmosfere, gor pa se to zmanjša na 7, pa na 5, pa na 2, na kraju nič, in če tu ne bi preživeli. Evo, tako je čisto kratko, če pa kaj bo kasneje bo povedal. Tu je izgled atmosfere in tako se približno vidi, kako izgleda atmosfera čez 20 000 metrov. In tu se vidi, da je zemlja okrogla, oblaki so spodaj, nebo je čist črno, tudi pod dnev se vidijo zvezde, sicer jaz jih nisem videl. Po pravici rečeno, pa nisem vsaj ta zevat gor, gledamo, vse funkcionira. Eni so pa rekli, da so jih videli, mogoče so jih videli res, mogoče pa ne. So pa samo govorili. Ampak tako višino ne dosežeš enostavno z uspenjanjem. Treba je pospešiti letalo in z ustrajnostjo pride do tega. Tako, dejansko, da bi se dosegla ta višina, dejansko, operativna višina tega letala je približno nekaj čez 19 000 metrov. To se pravi, da so normalno uspne 19 000 metrov in tudi funkcionira v horizontalnem letu še na tej višini, iznad te višine on ne more. Medtem, zakaj jaz govorim o tej višini iznad 19, odnosno 20 000 metrov? Zaradi tega, ker na višini približno 12 000 metrov jaz najprej naredim pospešek do 2 maha, odnosno 2200 km na uro, potem dam kot 18 stopinj in s tem kotom prebijem tako imenovano Armstrongovo višino, to je 19 500 metrov, in letim kot topovski strelk gor v stratosferi. In zdaj motor, mi zelo majhen, potistil je približno samo še 3 do 5% je še zraka, na tej višini mi delo
regulator mi regulira, dozira toliko goriva, da deluje motor, ampak dobenega potiska več nima. Na 25 000 metrov sem že takrat čutil, da mi začne pulzirati avionno znak, to se pravi, deluje pa ne dole, motor zelo vibrira, ne, in sem rekel, zdaj, ampak smo vedeli, da se zna motor ustaviti na teh višinah. Medtem jaz rekel, to jaz ne rabim, sem sam popustil palco, on je po sistemu, on je ima prednjo centražo, se je sam obrnil navzdol in sam ne šel dol na manjšo visino in motor je potem normalno deloval. Evo, to je, kar se tiče čist na kratko, čeprav je uporabno, zelo, mislim, za obrazložiti, vse to je precej bolj komplicirano. Dejansko ste bili skoraj v skafandri napravljeni. Ja, tu je ta slika, kjer je eskadrila, to smo v Prištini, v ta spodnji vrsti mislim, da sem ta drugi iz leve jaz in v ta spodnji vrsti sem sam jaz še živ. V ta zgodnji vrsti jih je tudi približno še manj kot pol živih in to smo se slikali za to višinsko opremo za stratosfero. Še en tak zanimiv dogodek je tale kanjon reke Une. Zelo zavito zgleda, ampak z migom tole preleteti jaz čisto ne predstavljam. To smo, mislim, sem že govoril o tem velikokrat, dejansko je z ene naloge, ki smo imeli na morju, je bilo predvsej dobro vreme, medtem nazaj morali smo pristajati v Bihaču iz Zapleševice, tam je bilo zelo slabo vreme in nizka baza, spodnja baza oblakov. Tako da smo se morali vračati, v prvem letu sem šel po proceduri za probijanje oblakov in vodenje po radarju, da smo pristali, jaz pa spremljevalc. Zdaj v drugem letu je pa nekdo, sem slišal na radio vezi, sem bil še tam na morju iz dolgega otoka, je rekel, da bi lahko naredili pristop skozi kanjon Une. To je v Zadrskem zaledju, v Zadrske plošče, in jaz sem se odločil z mojim spremljevalcem, me je spremljal v drugem letalu, da gremo v kanjon Une in jaz šel, medtem jaz kanjon Une nisem poznal. V kanjonu smo imeli, več letel sem v kanjonu Vardarja, dol v Demir Hisaru, pa Demir Kapi, letel sem že v več teh kanjonih, zdaj sem v Drinskem kanjonu, potem pa in tako naprej, a ne. Ne moram se takoj koncentrirati. Ampak skozi kanjon Une nisem šel. In zdaj, ker je on, pričakoval sem pa, da bo kanjon iznad te zgodnje plošče, da bo odprt. Tako da se bom lahko vlekel po kamionu, ampak iznad samega kanjona. Medtem ni bilo tako. Kamjon je bil gor čist pokrit, tako da sem šel v kanjon in sem potem manevriral po teh ovinkih, medtem sem moral prilagoditi hitrost čim manjšo. Mislim, evolutivno, to se pravi, da lahko manevriram, to je približno 500 km na uro. Zdaj v teh 500 km na uro je pa tako, da je to precejšna hitrost, ovinki so pa hujško na cesti. Tako da sem resnično manevriral, rekel sem spremljalcu, naj gre gor na oblake pa na proceduro in jaz nadaljujem in to je prva napaka, da nisem jaz šel tudi ven, ampak mi delamo v teh zadevah napake in zakaj delam napake? Problem je, v tem, da jaz vidim samo ta del gor iznad letala, ne vidim pa, kaj je tukaj spodaj. Zdaj ga gledamo tako, vidim lepo, z ene strani, druge strani vidimo in ga tam gor ne. Ampak vidiš samo vinke in grem na to stran, pa tam vidim druge vinke, pa se nadnem, pa grem, pa da vidim, kaj se dogaja tu izpod. A je lok, kakšni je lok, a bom prišel v naslednji vink, da ne bo kišne izpopčene ovire. In nekako tako sem manevriral in sem potem priletel v Bihačko ta dolino, na 200 metrov, kjer je bila baza oblaka, da sem šel vizualno in sem šel na pristajanje na takih višin. To je višina zniženega kroga, ima poseben proceduralni sistem za pristajanje, ker mi ne moramo se kar odločiti, zdaj imam 1000 km, zdaj imam pa kar se pristal na letalo. To je cela procedura in jaz sem šel na nižji krog in v smeri, ko sem že usmerjen na pristajanje, sem videl, da mi je v
v tem, ko sem gledal, kar bom pristal in to mi je, sem videl, da sem jaz pustil ročico gasa, ko sem manevriral, je tam en fiksator za komando gasa in sem videl hitrost 260 km/h. In to sem videl, da zmrznil sem se čist, ker je to dejansko minimalna hitrost. Jaz sem to še približno bil na 150 do 200 metrov, na tisti minimalni podvozi je bilo ven, flapsove snemu že ven. In sem takrat sunil gas naprej, hitrost se je pa zmanjšala, jaz sem čutil, kak šušti aviona, in tisto sem pogledal hitrost. In tako je bilo. Ko sem dal gas, ta motor je imel tendencijo kasnitve in je lahko gas, da bi prišel od te minimala, kjer je popolno brez moči, do polnega gasa, traja približno od 8 do 14 sekund. To je pa dejansko bilo očito preveč in zdaj sem jaz že gledal, da bom pristal nekje na tistih vrtačah izpred pristajalne steze in da se bom nekako odbil, da bom odskočil do pristajalne steze, medtem to je bilo sam spet mokre sanje. Vedel sem, da je to skoraj nemogoče, ampak sem rekel, druge mi ni. Tudi izskakati mi ni padlo na pamet, da bi tam izskočil, da bi se katapultiral in dejansko izpred samega dotika enega koščka trave, kar sem bi rekel, kjer bi dotaknil zemljo, mi je pa motor prijel in polhom gas mi je pritisnil in sem jaz sam padel na pristajalno stezo na začetk in tako je bi dol dežurni na pristajanju rekel, pridi po ledvico. To se smeri rekli, kadar počiš dol grobo, kar grobo pristaneš. Sem rekel, v redu, kar ti jih pobere. In sem prišel tja in sem videl, da to ni v redu, nisem naredil napake, 2 napake, ki so bile res smrtne. Ampak zanimivo je, da ko doživiš take napake in pa tudi kasneje, ko se doživljajo take napake, nikoli se mi ni noben film celega življenja odvejo v glavo. Zmeraj gledaš, kako se boš rešil. Kakšni filmi v tistem času. Filmov ne gledaš. To je malo tako. Še ena napakca, taka je bila nezanimiva s tem letečim taksijem. A to na temu, to sleto, to korinsko letalo smo uporabljali za razne sestanke iz Pule v Zadar, v Split, tako tudi tega organizatorja te podmornice, Marjana Pogačnika, admirala, svoga dobra prijatelja, sem velikrat vodil glavna komanda mornarice je bila v Splitu, velikrat v Split, velikrat v Kotor, kjer so bile tudi podmornice in tako so prav fajn sodelovala tu. No, enkrat sem se pa šel iz mehaničem na eno hitno zadevo, nostil na pošto iz Pule v Zadar in sem jaz, prvič se mi je dogodilo, da nisem pregledal gorivo na letalu. Ampak je bil mehaničar tega aviona in sem rekel, vprašal, a si napolnil gorivo? Napolnil. 3krat sem ga vprašal, si napolnil. In on je še sedel z mano v ta avion in sva šla na ta prelet v Zadar. Pa smo še malo, je bilo lepo vreme, malo tam na morje, šla okolo Lošinja, potem obrnila proti Zadar, medtem tam ti benzinomera je zmeraj blato v teh utvah, tako malo je vibriral. Medtem tam na ene zadnje tretjini pa je čisto oba kazalke so padle na nulo, pa sem rekel, si napolno gorivo. Rekel, jaz sem izpet, pa nekaj povedal tam, pa v sumi sem se takoj čist minimalno, to se pravi hitrost, minimalne porabe gorivo in proti Zadru, ko sem prestal, se je motor ustavil. Pa ta mulj se je bežal nekam, sem rekel, bož, da je zbežal, pa sem bil pa ti v Zadru, rekli, da je bilo not, izgorilo še en fireside, nisem mogel napolniti. Evo, to je to. No, letos si med drugim tudi še Galeba, kot vodja šole. To je super Galeb, ker sem bil takrat pomočnik komandanta 185. polka za letenje. To bi se zdaj reklo v civilstvu šef pilotov, sem moral tudi prešolanje narediti na to letalo, to je bilo
super daleč. In moram reči, da se mi je kar dopadlo. Tako inovan elemente tistega Sabre E, sam je bil že pa za te prestajalne in za instrumentalno letenje je bil malo bolj koncipiran, imel take inštrumente za letenje v minimalnih pogojih. Ok, Stane, zdaj so se pa zmaj izmodernizirali končno, a ne, tle imamo enih par primerov, ki si jih letu. Ja, tale na sliki je sicer sodoben model, ampak nekaj podobnega smo tam konec 70-ih leteli, ampak meni zdaj pri teh letih mi to paše, ki lepo počas leti, ni težak za vzleteti, sploh pa ne za pristati in mi je tole čist za dušo. To sem pa 10 let letel, to je pa v bistvu leteče krilo še z dodatnim repom, je pa karbonska konstrukcija in se da podreti na dve polovici, tam 5 metrov po dolgo, sicer je težko 45 kg, ima zakrilca, drsni kot je pa približno 19, takim kokonom sem jaz letel, pa propadanje 0,75. To je čist primerljiv z jadralnimi letali tam iz 50-ih let. In sem se spomnil se enkrat jadral na Kolku, pa so bili učenci v Blanikih in smo se skupaj vozili. In potem jaz se tudi odločil, sem pristal na letališču tam na modelarski stezi, so prišli piloti, meni so sprašvali, kaj je to čudo, kaj letimo. To je bilo super. To sem naprimer vzletel na Krvavcu, pa sem letel cele Karavanke, tam v Mojstran sem zavil čez Triglav, pa pol sem prišel v te Tolminske hribe, pa nazaj v Škofjo Loko. Vem, da sem še višino zbijal tam na Osonku, pa pol pristajal. Je bil pa tak malo bolj zahteven, kako je rajon za pristajati. Tolmin se tam veter obrača, glih z vsake doline, ki potegne. Vem, da sem se enkrat prikucnil okol in naslednjič na pristanku me je pač, jaz sem pa se pripravil za pristank proti vzhodu, veter se je obrnil na jug, sem prišel v turbulenco za dreve, jaz sem drevim nič ni paril, sem se obrnil. Naslednjič sem šel leteti na 300 metrih, sem bil že čist mokar za Švicom, sem rekel, spet bo kaj takega. In sem tak previden pel, pa sem pa pristal brez problemov. In to je bilo super. Tole je pa špica razvoja zmaja. Tole je tudi, kar marjem je stežal, in to je pa trenutno, kar je najbolj višek, naprimer, fleksibilnih zmajev, to ima pa drsne razmerje 1,15, to pomeni, z enega metra v mernem letiš 15 metrov daleč, hitrost padanja pa krepko pod tam 0,8-0,9 metra na sekundo, razpon brzine pa odvisen, koliko imaš nastavljenega, tudi 150 leti. In s tem se delajo preleti 300-400 km brez problema. No, potem pa spet malo pionirske čase, jadralna padala. Pojavila so se tam v 80-ih, Darja Svetina je 83 letu, kar z jadralnim, z običajnim padalom. Tole so pa že prva namenska jadralna padala. In to je bilo pa spet, idejo sem imel Sandi Marinčič, verjetno poznate, on je bil med pionirji, ki je začel pa nas leteti, sem rekel, Sandi, kaj če ne bi, mi kaj sami takega naredila, smo dobili en vzorc, pa sem jaz to skopiral na eno prozorno folijo, pa smo začeli šivati. In to je letel, jaz sem imel to kakor opcijo, naprimer, če popoldne v ta huj termik se zvajem letel, popoldne pa še malo napadal. Sandijem smo šli na Kriško goro, to je bilo kam, tam 87, Jaz, ko sem pristal na Seničnem, so me obkolili ljudje, ker so mislili, da se je nekaj zgodilo. Vedeli so, da leščani tam ne pristajajo, ne skačejo in so mislili, da se z enega aviona skočil. Je bila pa super zadeva, to zdal v rukzak, nobene rezerve, se smo rekli, pa dali, se to že, to more, pa smo se spušali dol, pa je leteli, celo jadrce je dala. Z tega je pa ratal, naprimer, tam v 90-ih so že dosegli take rezultate, naprimer, jaz sem takrat 79. svetovno prvenstvo v Grenoblu, smo leteli po 15 km daleč, kaj pa nazaj, in to je bilo 2 leti potem, so jadralni padalci leteli iste razdalje.
In to je šlo toliko naprej, danes ni problem, sin je letel 14 dni nazaj, v Železenkih na Dražgoški gori, to je lovci, so štartali 3 in so pristali so po Izoli. In čez Kras so mislim, čez vse te hribe dol, v Trstu so se odločili, da grejo čez morje in so leteli od Trsta do Izole, še pred Izolo so višino zbili zaradi zračnega prostora. Sem rekel, to je tako odloče, se gre, danes gremo pa na morje, pa greš, to zložiš v rukzak, pa na avtobus vlak nazaj. To je res idealna stvar za leteti. No, ampak zanimiv je, dragih padal kasneje nisi nikoli več izdeloval. V lastnem podjetju izdelujete skydiving race padala. Ja, konkurenca je zelo velika ratala na področju jadralnih padal, veliko razvoja, in jaz takrat smo v našem podjetju smo delali rezervna padala za jadralne padalce, pa za majerje. Potem pa po naključju sem se pa tudi lotil konstrukcije enega padala za skok iz letala. In to treba, jaz sem bil star tam 42 let že, sem šel v Zagreb, pa nas se ni dal, sem naredil tečaj in spomnim se tiste okrogla padala na hrbtu, tisti težk rukzak, sem kar počepnil spred tako rezervo v cestno noter. In inštruktor je rekel, da ti boš ta prvi skočil na vratih. Jaz se peljem gor, ta prvo misel mi bila, ko so bilo tam 1000 metrov nad letališčem, kvati, še tega ti treba, nima že dosti. Ampak pa ves čas sem mislil, si rekel, mogoče pa dol toliko prihajati, da jo rekel, gremo raj dol, pa nam treba skočiti. In splezam tam na kril, pa na kolesu je bila na stopnica, tam stopiš, toliko je bilo narodno, ko mi je ven prišel, sklonjen sem bil, ker je bil rukzak, sem v kril zadev, skočem, seveda na gurtno tisto odpiranje, imaš prav tisto, ki te je strah, pa to tunelsko vizijo. Vem, da nisem nič videl, bog si padal odprl, pa je bilo v redu, drug skok je bilo že zihar. In pa sem pa vmes konstruiral svoj padal, znanje z jadralnega padalstva sem ponudil in mislim, da je bil moj ta 8 skok z letala v Vrsoju s 4000 metrov že z mojim padalom. In pa se je tako začel. To je ena zelo znanih slik vaših padal z otvoritve olimpijskih iger. Kraljica in James Bond. Ja, mi smo padala, mislim, še zmeraj prodajamo po celem svetu in en znanec je bil tam v tem odboru in je rekel, te so sposobni dober padal narediti in smo naredili. Tole ni pobarvano, ampak je vse iz drobnih, pač iz kosov blaga sestavljena angleška zastava. In smo pol še enega naredili, to je šlo v muzej, unke pa skakal si pa zaželo, da bi še tudi za sebe imel. Hvala. Vojko, enih par stvari, tistih osnovnih podatkov o MiG-21. No, se to zdaj tukaj piše, drugač MiG-21 je bil, se imenoval po rusko MiG-21 PF, MiG-21 перехватчик фронтовой, odnosno frontovski lovec. Namenjen je bil tipično letalo, namenjeno izključno za obrambo, za razliko od NATO sistema, ki so v glavnem letalo vse napadalnega, izdelano v smislu napadanja. Tu vidimo romunskega lancerja, MiG-21, malo posodobljenega, tako rula po zemlji in tu je upravljeno v glavnem z zavorami, daje na noge levo-desno in upravljamo z kot en takim ročnim kot biciklom zavoro. Tu je v vzletanju in s forsažem, polnim forsažem, polno močjo, tukaj porab približno goriva 4 litre na sekundo, tu vleče stajni trap, odnosno podvozje, potem vleče flaps, dobi hitrost zdaj že približno 900 km in zdaj bo šel vertikalno. In tako on lahko leti približno do 5, 6, 7 tisoč metrov, odvisno, koliko je ta začetna hitrost. Evo, to je v čisto vertikalnem položaju. Tukaj pa v zavojih. Zavoji so dejansko precej utrudljivi in če bomo imeli prilike kasneje videti, da je tu kar naprej, to je en sovček, precej lahko ga izvajati, ni veliko bremenitu,
ampak v zavojih je pozmeraj precej obremenitev 3, 4, 5G, to se pravi, da je približno teža, naša teža tudi primerno 4x80, 5x80 kilogramov. Spet, zelo so atraktivni za ljudi ti razni sočki, potem zavoj, tukaj pa že gre na hitro pristajanje in vidite, to je iztreniran pilot zelo dobro, jaz to zmeraj cenim, mora pristati, in on odlično pristane. Hitrost je pri temu pristanku približno 280 km, zdaj bo pa čas spustil nos, vse upravlja z palico, ne zavira še, ima pa zračne zavore, zdaj bo spustil padalo precej zavre in tudi padala smo skoraj zmeraj zvlačili zaradi tega, ker on je imel strahovito veliko porabo gum. Tako da je približno srednja poraba gum je bilo približno 10 letov, ampak verjamete mi, da so bile gume v odnosu na avto petkrat boljše. Tu pa vidimo notranji pogled, čeprav je to malo narodno, zaradi tega, ker se letalo stoji, zemlja pa se obrača naokoli. Zdaj jaz tako čisto drugače to doživljam, kot vi, kad gledate, on tu izvaja zavoje, zdaj je v levem zavoju, nizko iznad terena. Tu lahko vidimo palico v desnem spodnjem kotu, kak dela s palico, odnosno komando. In v levem zgornjem kotu pri steklu se pa vidi, kakšna obremenitev ima. Vidite, čisto zgornji instrument v levem zgornjem steklu. In se tudi vidi, da ga počas upravlja malo električno trima, da se olajša upravljanje z letalom. Evo, tu je v desnem zavoju. In zdaj, evo, vidite, kako upravlja ga trima, tu je gumb na sredini komandne palice, to da si olajša malo upravljanje. Upravljanje je precej, evo, to je kratek filmček. To je en film iz Prištine, tu smo bili na dežurnem oddeljenju, to smo veliko dežurali proti zračni obrambi in to je na take slike smo se pa zelo redko. Prištino sem enkrat razlagal, v kakšnem sneženju ste pristajali. No, to je pa navadno 37 se vzdinilo v zrak, smo imeli kakšne take dnevne vale in potem slišim po radiju, poveljnik je bil na kontroli letenja, rekel, Sokolčiči, rekel, tukaj je začel malo padati sneguljak, pa se vsi obrnite nazaj na pristajanje. Kaj je on tako govoril, teh pomanjševalnic, je bilo lih nasprotno od tistega, kar je pomanjševalnica. To se pravi, da je snežno nevihto, da se neč navidi in da nam Bog pomaga. In na srečo smo se vsi vrnili, sicer je to izgledalo kot je miting na letališču, vsake iz ene strani pristajal, kaj je videl kišno lukno in srečno smo se vsi vrnili in ostali živi, ampak je bilo pa taka en zanimiv dogodek, tisto, kako zmeri rečemo, Sokolčiči, pridite, obrnite se, pridite, tu malo pada sneguljak. Evo, tu smo v Puli, smo že poveljnike skadrile, takrat smo šolali kadete, to je pa menda smo kadete, akademske kadete, smo menda v svetu prvi šolali na nadzvočnih letalih, ker to je povsod, ko smo se pol interesirali, tudi jaz, ko sem Amerikance vprašal, pa Ruse, pa Romune, pa Bolgare, že ko sem bil izven tega, a so oni imeli kaj talca, so rekli, da ne. Ampak tako. In se je kar dobro obneslo, 10 let sem bil v tem upet in sem tudi bil prognoziral, so zelo slab izhod, ampak se je končno nisem imel nobenih žrtev, kar se tiče, sta pa dva izkakala v teh trenažah. Samo tisti inštruktor bi kmalu podlegel nečem drugemu, ne? Ja, seveda. No, če imam čas, lahko povem. No, ta inštruktor s svojim kadetom je pač kadet je naredil napako v akrobaciji, v enem loopingu in so ostali brez hitrosti gor na 5000 metrov in sta padla v kovic, to pravi nepravilni položaj in sta šla iznad morja, sta bila blizu Lošinja. In zdaj je ta kadet je poskušal po temu postopku avion pripeljati v položaj, da se
na povečanje hitrosti, ker je to bi postopk, normalen, medtem ni mogel. In nekako sta se potem izvlekla, ampak inštruktor je potem preveč energično potegnil komando, tako da sta spet padla v drugi nepravilni položaj in oba sta se katapultirala, odnosno eden je dosti, da se katapultirala, oba gre sta ven. In ta kadet je bil armadni prvak v plavanju in je padel dol v morje s padalom, sicer je odpel se in plaval na bližji otok. Tata drug, inštruktor, je pa, ko je vse to izgubil, je izgubil in padalo, in opremo, in vse. Zakaj? Ker se ni zapel. In tudi kadet se ni zapel, pa tudi pas rešilni nista vzela sabo. Tako da bi morala oba namlatiti, posebej pa inštruktora, ki je dovolil to, da je on brez tega, kako se imenuje, rešilnega pasu, da si nista zapela za ta kombinezon, to opremo za preživljavanje, kaj imamo, kaj je vsako letalo imelo, in to se je naredilo še po zim, kjer je bila temperatura morja 8 stopinj. In vedeli smo neko, sta javila, da izkačeta, da ne boste preživela več kot 1 uro, ne v morju. Razen, če bi imela, ker drugače vsak je v temu kompletu imel čovne, da se je lahko čovn se je avtomatsko sam napihnil, ampak on se je napihnil, dol, ampak sta odplala, ki bi vedeli, vse ta oprema je odplavala, zaradi tega, ker niste imeli pripeto. Dobro, končno, on je že rekel, mislil, da se bom utopil, in se je že spustil, se ga pa 2 ribiča potegnila ven, in ga, ker je čist zmrznil v morju, nesta ga dela tam na čovn in pokrila je na cerado, ker je pa on imel dizel motorni pogon, pa se je pa skoraj zadušil od teh izpušnih plinov, tako da se ga pol, ko so ga pripeljali v Zadar v bolnico, da se ga moralo doživljati zaradi zastrupitve iz plinov. Evo, tako je to zdaj. Stane, evo, spet novost, pa se je začelo še pejska. Mene je pač, gor sem rasel od svojega 22. leta, zmaji, jadralna padala, skakal sem z letala, ampak tisto mene ni potignilo, ker si enkrat neodvisen, ki vzameš svoje igrače in pa greš leteti, kadar ti paše, pa kadar je vreme, mi tudi ta skydiving ni pasal, čakanje na letališčih cel dan, pa ta prvo vzamejo tandemaše, pa to me ni pasalo. In v Nemčiji sem srečal pri enem prijatelju Američana, ki je bil eden med začetniki base skokov, to je skokov z fiksnih objektov, sam ime pomeni base building, antena, span pa earth, zemlja, in si rekel, mene to zanima, imel sem pa skokov precej, ne samo z aviona, z helikopterja, z jadranega padala, z motornega zmaja, pa balone, pa take stvari. Rekel, prid, pa bo skočil, Jasno, jaz pridem na eno steno tam bliz Gardskega jezera, on mi da svojo opremo, gremo gor na vrh, se postavim na rob 600 metrov stene dol, spet prvo misel, kaj prvič, a ti je bilo to tega treba, In jaz se postavim gor, seveda so se mnoge malo tresle, on prav rekel, tlele, prso naprej po rinku skočil, pa bo šlo. Jaz se vse pripravim, se lepo odrinem, a ta zadnji trenutek pogledam dol. Na glavo, naredil prival naprej, sem se zravnal, obrnil od stene stran, pa se postavil ta položaj, da sem se odpeljal in tam 8 sekund, po 8 sekundah sem pa dal odprl. On izkočil za menoj, oba dva so pristala, so se nam takle roke tresle. On ga je bil strah, jaz sem pa videl, njem je zmrzno, nisem, sem stvar imel lepo pod kontrolo in pol sem pa začel. Najprej je bilo zanimivo, še s prijatelji smo to delali, ponovadi smo se srečali tako, 5-6 ljudi, 2-3 iz Nemčije, kakšen Francoz, kakšen iz Amerike priletel in to je bilo to, to so bili čisti začetki. In smo hoteli leteti, ker če letiš ti od stene stran, si varen, če si ti padal odpre proti steni. In kaj smo delali? Najprej smo pač normalno napravljeni bili, tesna jakna, hlače takele v žepe si natlačil
kakšno mokro majico, pa tle na drugo stran še kaj drugega, da si povečal površino telesa za težiščema. Ne. In to se je toliko poznal, si skočil, pa tak položaj, kot smučarji skakalci, in ki si dobil določeno hitrost, si se pelal, kot je bil tam, mora biti 1:1, razmerje. Pol je ta kolega Robert Pečnik, ki je naredil ene hlače, ki so bile bolj debele, smo že s tistim kar leteli in tam, če si normalno letel dol na vpično, v tem boks položaju, si lahko letel, ne vem, 6, 7 do 8 sekund, s tem smo pa leteli 15-20 sekund. Po je naredil hlaček, so se malo napihnile, celo to so bili Norvežani, so izumili smoke pants, so rekli. Kupili so za, ne vem, par 10 evrov plastične hlače pa jakno, ki je na kolo daš, kadar udržil kolesarša. Ne. In tle so dali s cigaretom, so naredili lukne noter, da se je tle napihnil, še kakšno elastiko, da so bile hlače tle nižje, ki jo verjetno vidite pri smučarjih skakalcih, so jim zdaj pustili, da ima hlače malo nižje dol potegnejo, veliko bolj letijo, pa manjših hitrostcev. To smo delali, čeprav je bilo tisto nevarno, zgodilo se je, da se je eno hlače eksplodiralo v lufta. Smo mogli biti kar dosti, da si izvozil. In pa je šlo naprej, pa je pa en Francoz tam, druga polovica 90-ih let, ki je pa modern wingsuit naredil. Tam v tisti zlati dobi, najbolj divji dobi letalstva, 20-30 leta so se delali krila, ampak to kovinsko ogrodje, blago razpet, tisto, mislim, da od najenkokih, ki jih je bilo, zelo malo, mehen procent jih je preživel. Pa je pa en Francoz, Patrick de Gardon, naredil modern wingsuit. On je pa imel sponzoriranje bil od ene znamke cigaret, je v vetrovniku lahko preizkušal. Je bila pa ideja, kombinacija zmaja pa jadralnega padala. Telo, roke, noge, telo ti predstavlja tisto ogrodje nosilno, krila so pa napihljiva, kakor pri jadralnem padalu. In ta Francoz se je pol zaradi napake se je ubil, ta moj kolega Robert Pečnik je pa rekel, dajmo mi nekaj narediti, pa nas v delavnici dobil blago za jadralna padala. Sešil je kombinezon, krila gor in smo šli tam leta, mislim, da je bilo 98, v Vrsar z avionom na 4 ure. Jaz na vratih stojim tam, ga gledam, skoč ven, odpre in leti. Takle zraven gledam, zraven aviona in čas je še malo sledil, pa je pa počas padal, pa zaostajal. Se rekel, je super. Čez 14 dni si je že svojega imel. Pa je bilo slab vreme, gremo na Grobnik, skočem ven, me je na hrbet obrnil, pa sem se zravnal, to je tako, ker v vodke plavaš, se obrneš, čist naravno vse. Gledam, leti tam pred hribim, super, obrnem, gibi čist naravni, se nismo se vedeli, od koga učiti, vse smo tako delali, spontano, pa nazaj, pa sem pa kaj, odprem pa da dol, usta do šesa, letim, čeprav tisti drzen razmer je tam 1,5, nekaj taga, ampak bilo je, pa počas nabiraš izkušnje, pa pa smo pa začeli skale skakati. Tisto je bilo pa svoje doživetje. Ja. Tole je najtežjih skokov za izkušnje. Tole je zraven slapa boka v Bovsu, za tole sem se 2 let pripravljal, zelo zahteval. In je pa od včeraj fant je skočil, pa me je snemal zraven. Toliko sem bil skoncentriran na skok, ker je scena je malo pozitivna, tam ste videli, mem skal moraš prideti, obrn za 90 stopinj pa dol in pol odpiranje, moraš hitrost zmanjšati. In jaz sem na to pozabil, da vidim, kakšen trd odpiranje, ampak dobro. Sem odvisel kerivo od spodaj. To je bilo 7 let nazaj, mislim 7-8 let nazaj. Je pa že letenje, takle wingsuit, to je tale gor, to ima drsen razmerje 1:3. Hitrost je pa tam med 160 pa 180 km/h. Je pa isto, ki pri avionu, ti vzletaš, dobiš začetno hitrost, potem, ko imaš dosti hitrosti, vzgon toliko naraste, začne leteti. Tlele je pa edin pogon gravitacije. Se pravi, skočeš, prvih par sekund je samo pač skoraj balističen let, potem pa krmila zagrabijo, ker maraš pa s tem, da z rameni, to ste verjetno opazili pa smučarji skakalcih, z rameni, tam to ramo nižji, mi v to stran zavije, to v drugo stran moraš po glavo držati v pravem položaju,
da ni turbulence čez hrbet. Če mi jaz glavo dvignem, se pozna, kar padaš, isto kot bi na avionu, zračne bremze ven dal. Samo hitrost pa, da se uješ, če se bolj uješ, se ti kot zmanjša, hitreje letiš, če se vlekneš, se hitrost zmanjša. In pred odpiranjem padala, ker moraš pa simetrično, greš z obema rokama nazaj in z eno roko vrš ta padalček, ki aktivira glavno padalo. Drugače pa to zanimivo, letiš tam na terenu, gledaš okoli, kakor ptič. V bistvu pa takle nahrbtnik, tole 4 do 5 kg, pa 2 kg wingsuit, z malico, s čelado, na 6-7 kg neseš v hribe in odletiš. Je pa, zanimivo je nekaj, mi se imamo pač človeška bitja, da smo nad ostalimi, živali so izredno inteligentne. In na Mojstru, ko smo večkrat šli, pa smo noter v Tamar skakali in vsakič so se kavke priletele. In te ptiči so taki precej domači, pa fehtajo za hrano in si tisto tablico, pa si dal malo, vem, da je sinu je iz roke jedla. In potem so nas opazovali in so začeli, ko smo se mi gor napravljali, kavke jadrajo, pa zapre krila, pa točno tam so mi skakali zaprtimi krileti, pa spet vam se rekel, da prave so, In take stvari smo doživljali, Super. Skakali ste tudi kje po mestih, s kakih stolpenc in spet tvoj talent, da najdeš zanimive ljudi. Ja, to je bilo, naprimer, v Nemčiji smo povabljeni, to so organizirali 15-20 ljudi povabijo in smo skakali najprej v Frankfurtu z 8 najbolj takih markantnih stolpnic. Oni praznujejo vsake par let, to je dan stolpnic. In nas so z liftom gor pilali, pa smo skakali, pa dol pri cesti pristajali, pa zanimivo je to, tam je bil promet. Ampak so od organizatorjev, kakšen pa naše ženske so bile zraven, so rekli, sam roko odzignila avto, počakaj, mi smo skočili, pristali, pa nas te povozila, neko je vse. No in eden pa tudi dogodek smo bili pa južno od Berlina so zgradili hangar za gradnjo enih transportnih cepelinov. Tisto ni uspel, so pa naredili, imenuje se Tropical Islands, so pa noter tropske rastline, mivka, bazeni, mislim tako, ker je bil neko tropih. In za promocijo so nam dovolili, da smo tam 2-krat skakali, 100 metrov je visok strop, ampak je tako vlaga, pa temperatura ti višinomer pokaže tam 80-85. In takrat je prišel tale možakar, ki je tam na slik, Eberhard Geiner. On je pa, sva se pogovarjali, on je tekmoval v urodni telovadbi še s Cedarjem. Tle v Ljubljani, ki je bil takrat svetovno prvenstvo, je bil, pa ne vem na katerem mestu je bil, potem je pa v politiko vrgel in je bil sekretar Angele Merkel. In on je bil tudi še zmeraj skače s padalom z aviona in skočil je tudi v Berlinu z tegale TV stolpa. In so bili prijatelji, rekel, fantje, če vas zanima, gremo v Reichstag, in nas tam skozi stranske, ljudje so tam v vrstah čakali, da bi šli not, mi smo šli skozi stransko in nam pač vse razkazal, tako da je bil en tak doživetje. Drugi pa, sem bil pa, to je najvišji viseči most v Ameriki, imamo jo tudi za Evropo, Royal Gorge Bridge. In smo z tega mostu skakali v tisto Sotjesko, kjer je pa prostora samo stene z obeh strani prostora je za reko pa železnico. Pa še to je treba zgodaj zjutraj, ker popoldne so zelo močni vetrovi. In to je bil kar dosti zahteven skok, ker na dva sta se polomila tam. In jaz pa dal zlagam, pa pride en tak strmožakar po ameriških merilih, precej overweighted, In rekel, jaz sem tudi s padalom skočil, pa ga takole pogledam, ko sem tam zlagal, sem rekel, a s tandemom, In rekel, ne, na Nemčijo je rekel, s Thunderboltom sem letel, pa sem v Nemci se strelil, Pa je pa mehen prepovedal, kako je bilo. Mislim, zanimivo, takole, slučajno take dobiš, In mi je bilo prav zelo všeč. Tole pa, sin je tudi skakal, smo skupaj skakali. In to je pa tudi to živetje, čeprav je
je bilo obremenitev, da ne dosti, da v družini že eden to počne, da pa dva je pa že majhen malo preveč in je bilo pa fajn, mislim, velikrat sva skupaj letela v dvojici, eden drugemu pač pregledvala opremo pred skokem, pa tako. Pa pomagali je promocija, pa da za nas pa razvoja, tako da zelo lepe spomine imamo, pa še to moram povedati, jaz še zmeraj to počnem, Sin se je vedralno podaljstvo vrgel, manj pa vsake toliko časa mi prav paše. Koliko skokov imate? Jaz imam, ne vem, 3 leta nazaj sem jih imel čez 1000, bej skokov, zdaj sem jih pa tudi vsake letih malo naberem, To grem, se rečem, pa ljudje sprašujejo, so rekli, pa tokle star, a še zmeraj letiš pa skać? Sem rekel, pri mojih letih prvič je bolj navaren biti star, kakor to početi, drugo pa nič kolena trpejo, pa lažje, kakor hoditi, to je to. Super. Vojko, a boš povedal enih par besed o preboju zvočnega zidu, tako na hitro, pa mogoče o motorjih kakšno? No, to je ratala ena zelo zanimiva slika v nižjem delu atmosfere, točno pri preboju zvočnega zida. Namreč fizik Ernst Mach je že odkril, da pri zvok povzroča valovanje in so izmerili, da zvok potuje približno v atmosferi z 341 metrov v sekundo, odnosno 1228 kilometrov na uro. Pazite, hitrost zvoka ni eksaktna fizično število, pač pa je spremenljivo, ker je odvisno od višine, od temperature, od gostote zraka, pa mi smo to rekli za vse te zrak, voda, olje, fluida, v katerem se zrak, odnosno zvok širi. Medtem isto to, kar povzroča zvok v enem zračnem fluidu, zračnem prostoru, to valovanje, enako to povzroča gibanje telesa v zračnem prostoru. To vidite, naprimer, tudi čoln isto povzroča gibanje v fluidu, ki se imenuje voda. Gibanje, valovanje in odnosno priprava zračnega prostora na tisto, kar se giba v zraku. Če se jaz gibam v zraku, jaz pritiskam izpred sebe zrak in ta zrak naprej pripravlja valovanjem naslednji zrak, odnosno naslednji molekularni sistem zračni in on se dejansko že vnaprej pripravlja na prihod enega telesa. Zdaj, s povečanjem moje hitrosti proti tisti hitrosti, s katero se širi to valovanje, dejansko zmanjšuje ta prostor izmed nas in prihodnostjo v pripravi, dokler ne pridemo na enako gibanje z našo hitrostjo, kot se giba, odnosno kot povzročamo mi valovanje z našim gibanjem. To gibanje se pravi, mi rečemo zvočni zid, medtem vemo, da je to v zraku lahko zvočni zid, zvok, ki ga povzroča na letalo, pa tudi, če nam ne povzroča svojim gibanjem popolnoma enak efekt. Ko pride na rob tega, da pridemo skupaj, da se gibamo s tisto hitrostjo, kot se širi naše valovanje izpred nas, to se pravi, da se dejansko to pridemo na nulto hitrost širjenja valov izpred nas. Se pravi, da smo mi točno na zidu, s kojim gibanjem na isto hitrostjo iz 340 km/h pri zemlji, smo na robu zvočnega zida, odnosno predpriprave sredine, v kateri se gibam naprej. Naprej ni pripravljene sredine, zaradi tega nobeno letalo z motornim pogonom ni moglo prebiti zvočni zid, zaradi tega, ker za to rabi izjemno moč. Tudi letalo to je narejeno, smo mi z veliko močjo, z največjo močjo prišli do te hitrosti in potem to letalo dejansko ima en majhen zastoj in potem, ker ima veliko moč, prebije, gre dejansko popolnoma nepripravljen zračni prostor. Znači, prostor se razgiba v tem momentu, kadar letalo leti skozi, ni važno katero telo.
Zdaj moram reči, da mi noter v kabini ne zavedamo se, kdaj prebijemo zvočni zid, razen po inštrumentu. Inštrument daje poseben znak, da variometer nam skočne gora, s tem kontroliramo, da smo prebili zvočni zid in naprej nadaljujemo z letenjem z večjo hitrostjo, kot je zvočni zid. Medtem v tem delu se pojavi en vertikalni udarni val, to je huda sprememba temperature, gostine in pritiska, in ta udarni val se krožno širi oko celega letala in doseže tudi zemljo. Takrat mi slišimo udar tistega, dejansko slišimo dva udarca, sam nismo pozorni. Mi, ko so leteli nad nas, ti smo zmeraj slišali to dva udarca, udarc prednjega dela, to prednji udarni val in udar iz zadnja, ko preide, to se pravi, ko iz nadzvočne, iz podzvočne v nadzvočno, ker neprekidno je v tem delu, kjer je povečan ta pritisk, je sprememba iz nadzvočnega gibanja v podzvočno, pa spet v nadzvočne, tako tudi na izhodu, ko letalo dejansko zapušča ta prostor, ta del prostora. Eto, to je, kar se tega tiče. Zdaj je pa... Seveda za to rabiš kar precejšno moč. Prosim? Precejšno moč rabi motor. Zdaj, v osnovi imamo dve vrste motorjev, ampak potem bomo pogledali si še afterburner, se pravi dodatno zgorevanje, ki omogoča sploh prebiti zvočnega zida. Dejansko, to letalo ima motor, ki ima normalni motor, to je štiritaktni motor vzdolžnega procesa, ampak ima dve turbine, dvosovinsko turbino. To se pravi prednji del kompresora, kateri je na začetku delu, in zadnji del kompresora se gibata svobodno, nimata pogona od tega plinskega dela, medtem srednji del, to se pravi notranji del kompresora in prvi del turbine se napaja z visokotlačnim sistemom plinskega izgorevanja reaktivnega motorja. Tako da prvi in zadnji del stabilizirata delovanja tega, to je odlično rešitev za problematiko stabilnega delovanja motorja v vseh režimih. Zdaj dodatno je še dopolnjeno izgorevanje, ki je v zadnjem delu motorja, v zadnjem sistemu, od zadaj čist, zadaj je pa spremenljiv ta konus izpušni, tako da on tudi regulira moč, odnosno velike pritiske v motorju. To je klasični motor, on je imel klasični motor, dejansko ta dvoosni tumanski, zelo dobra kompozicija vsega, ampak je to prve kompozicije motorjev, ko so lahko obvladovale nadzvočno letenje, odnosno omogočale nadzvočno letenje. To bi bila cela procedura, moram vam samo povedati. Je tu 6 letim z 2000 km/h, to je se pravi približno dvojna hitrost zvoka, je v celem področju letala, na notranjem področju, je gibanje zraka podzvočno. Zdaj boste rekli, kako to? Vidite, da samo to letalo ima en špičast del naprej, tudi tukaj se vidi, to je konus, gibljivi konus, kateri uravnava količino pretoka zraka, najprej količino in drugo zmanjšuje s svojim izhodom vana, pa noter zmanjšuje pretok, hitrost pretoka, odnosno tam se ustvarja izjemno velik pritisk in s tem pritiskom se zmanjšuje hitrost in ta hitrost preide v podzvočni tok, tako, ker mora biti po celi dolžini mora biti podzvočni tok, drugače bi bila katastrofa to za celo sistem motorski, tako je to ena zanimivost. On ima še dodatno tukaj na vratca, spredaj, če je prišlo do nestabilnega dela ali izjemno visokega nadzvočnega hitrosti, se ta vratca odprla, ker se je takoj to čutilo, ta pompaž v motorju, kateri smo rekli, da je katastrofalno. Z druge strani je pa imela še ena vratca, če je pa primanjkovalo zraka, so se pa še ta odprla, noter, ki so napajala motor. To je čisto enostavno povedano, tako med tem sama eksploatacija motorja in delovanje v motorju
Motor ima najmanj, recimo, ima primarni sistem zračni, kateri napaja mešanico z gorivom, potem ima sekundarni, to je hlajenje, primarno hlajenje, ima sekundarno, terciarno hlajenje motorja. In tega tudi zelo je odvisno delovanje motora, odnosno tu se ustvarjajo ogromne moči, do nadzvočnih jezdice, to je zdaj izražam, koliko kilogrami imam, nečno pomenja, če rečem 9000 kilogramov potiska, ampak s povečanjem hitrosti se na nadzvočni hitrosti se poveča, hitrost se samo povečuje in pride recimo v eni nominalni 2 maha je tam moč v konjskih silah, ki je približno 40 000 konjskih sil proizvaja ta motor. Takrat on rabi približno 240 do 280 litrov goriva na minuto, odnosno 4 litre na sekundo. Drugače normalno ta motor porabi liter goriva na sekundo. Evo, tako v normalni eksploataciji, bi rekel, podzvočni eksploataciji. Evo, je pa... Hvala lepa. Stane, še eno stvar moraš zapovedati. Ja, jaz pred leti sem imel 50-letnico mature, pa mi je na sošolka rekla, veš, se spomnim, da so bili tvoji šolski zvezki zadaj porisani z dirkalnimi avtomobili pa avioni. In polk sem bil že malo v zrelejših letih, starej so tudi avtomobili prišli na plano, sem si lahko to prvošel in vem, da se enkrat z ženo peljeva z enim takelima in žena in naj jo policaji ustavijo. Že en cajt so nama sledili, pa naj jo ustavijo, da je noter ni videl avto, je toliko nizek, da je rekel dokumente, mu dam skozi, pa se pa sklon not, pa pogleda prav, a je ta druga puberteta. Sem rekel, ne, da je mene še takrat ta prva držija. In pozdravil, pa je rekel, hvala lepa. To je mene zanimalo skozi in takele stvari ni mi pa dal miru, sem hotel tudi sam. Ampak spet sam predeluješ, sam dodeluješ, sam za aerodinamiko poskrbiš. To je, tako kolegi so rekli, da je cel življenje zdelo na tem, da bi ostal v zraku, da zdaj pa dodajaš dodatke gor, da bi na cestu stal. Krilo kolo obrnen, splitev sledaj, pa tako. Zelo zanimivo. To je mene, jaz sem se začel pač sam učiti, ampak kaj jaz najprej sem se lotil, sem bremze zboljšval, potem podvozje, pa sem se aerodinamike lotil, nazadnje še motor zamenil, pa vso elektriko na nov zvezal, pa je stvar delovala. In to mi je pa tudi tak vesele, grem 8-krat, 10-krat na kakšna dirkališča, Madžarsko, Slovaško, tudi na Hrvaški Grobnik in takrat so frejo vozne vozim. Potem na cestah hodiš po cesti? Pa se bom po cesti čisto merjati pelem, nima nobene potrebe, da bi noro. Ali odkoli? Tole pa Sandi se tudi večkrat pridružiral pa malo s kajaki. Prej smo pač tekmovali divje vode, zdaj mi pa tudi tole čisto prav pride. Pa še en hobi, letalska arheologija. To pa tudi skupaj počneva, je pa zanimivo majhen v preteklost pogledati, pa včasih malo pobrskamo, kje pa kaj najdemo. Najbolj zanimivo je to, najdeš dela, Sandi je strojnik, on iz tega ugotovi za en avion, smo ga tam na Jelovc pač raziskovali, je on takoj ugotovil, da to ni nemški Messerschmitt 109, ampak da ima zračno hlajen motor in pol je prišel zmeril pač kakšne primer bata in vse skupaj. Pa zgodbe iščemo naprej, kdo je to letel, pa kje je letel, kaj je bilo in je zelo zanimivo. Recimo letalci z tega aviona, eden od njih je prišel v rojstno hišo moje žene, še pokojni tast tega je spomnil. To smo tudi, štirikrat smo šla, vse tiste grape so prebrskali, pa smo pa najdla na enem koncu, ki je nekaj bilo zbuldožiran in zanimivo. Za tale bombnik je znano imena posadke, kdo je preživel in kako je bilo. Pa smo pa naprej iskala po internetu, kjer so bili ti piloti, ki so jih sestrelila. Sva najdla te 4 nemške pilote, imena, kaj so leteli, kjer enotam so pripadali in zanimiv je, noben ni več kot 3 mesece potem preživel, potem so tega sestrelili. In
Take stvari, a ne. Tole pa en krilni rezervar Junkersa, zdaj zakaj se je zrušil tamle, vidite, polcolsko lukno. To je tle na nas, poznate, a ne. Šlo šli malo pogledati in to ni nam dolg čas, mislim, ni treba, da kakšne brezsmiselne debate o politiki, o ne vem kakšnih stvareh, ampak tole nas zaposluje in je zelo, zelo fajn, ne. Ja. Vojko Podmorničar si bil 4 dni pa je. Ja, imel sem tako dobro priliko, da sem zadevalo me, ne, to pa smo vrihtali nekako, da sem šel na to vlogo, 4 dni smo bili pod morjem, cel Jadran na dol in nazaj in je zelo zanimiva izkušnja to, ampak to je precej dolgo, da vam zdaj govorim tako doživetje, ne. Čeprav na kraju sem rekel, Podmorničar pa ne bi bil. Ampak vseeno smo se izpodmorničali velikokrat srečali na raznih proslavah, tudi smo bili v severnem pomorskem sektorju in tudi smo hodili skupaj na smučanje. Tam smo pa v glavnem smučali dopoldan na kakšnih tam Zatrnikih, Kranjskih gorah in tako naprej. Popoldan pa zvečer pa smo se pa sankali na šanku, ampak smo bili za njih, bi rekel, amaterji. Za Podmorniče smo res amaterji v pitju, ne, to hočem reči. Seveda, če ste imeli 2 litra vode na dan, Ja. treba noti prenesti. Takole, multipraktik si bil po letalski karieri, a ne, ni da ni. Ja, no, paste, se mene zmeraj kaj zanimalo, no tudi končno sem se žlikrfe naučil narediti. O mene naučil, ja. Ja, pa tudi stane mene patico naučil, delati tam dva druge stvari. No, potem sem žlikrfe kar naredil, ne 10 tavžen, tako sem pa nekal, ko me je začela hrbtenica boleti. Ja, nič, tako nekako, smo že kar malo dolgi. Super je bilo tole, še kaj 60 je mnogo slišal. Zdaj pa, če imam točno kratko vprašanje. Kar je junaško, pravijo, da je naumnih vprašanj ni, so lahko samo naumni odgovori. Vojko, moram povej, kako te niso pustili stojenko na sestanku. Ja, to je ena taka anekdota. Velikokrat, jaz, ko sem služboval v Puli, je naša poveljstvo bilo v Zadru. Poveljstvo akademije je bilo v Zadru, ker akademija je imela en polk v Puli, en polk v Zadru, en polk v Mostarju, helikopterski, en polk lovsko-bombarderski v Ditrogradu. In velikrat smo morali na te skupne sestanke leteti, odnosno prihajati po raznih vprašanjih. In takrat smo navadno šli s helikopterjem ali pa iz Utvo, tistim taksijem našim. Medtem je bilo slabo vreme in jaz sem moral iti na sestanke, jaz sem poveljnika letališča, ne poveljnika našega polka vprašal, ker so oni imeli stojenko službeno za take prevoze in sem rekel, dej stojenko, da lahko gremo v Zadar, ne, iz Pule do Zadara je 322 km po cesti. Je rekel, ne mogoče. Je rekel, stojenko ne dam, neč pejti se letalo, pa sem jaz se vsedel pač v Miga, 21 sem šel, porabil tja 2000 litrov goriva in nazaj 2000 litrov goriva in sem res bil za 10 minut v Zadru in 10 minut nazaj. Tam sem moral še gorivo porabiti, ne, da sem lahko pristal. Evo, tako je bila, to so te anekdote smiselnosti, odnosno nesmiselnosti, moram pa reči, da bi je zdaj, ko sem ratal malo bolj ekološko ozaveščen, zelo žal, da sem 7 milijonov litrov goriva porabil v moji karieri in s tem zelo onesnažil zrak, ampak takih kot jaz je zdaj še zmeraj na svetu dejansko na tisoče, ko vsak dan tako onesnažujejo zrak in to je koristnost nekoristnega. Moram pa reči, da je zelo velika problematika uporabe civilnih letal v transportu potnikov. Lahko rečem na long range, to se pravi na dolga potovanja letala v prevozu enega potnika na 100 km manj porabi kot človek, ki se vozi z avtom.
ampak računajoči z avtom, da so v povprečju vozita 2 potnika. En potnik približno z tem A380 na long range na 10.000 km porabi na 100 km 2,8 litra goriva. Tako da je to precej bolj efektivno kot pa prevažanje s privatnim vozilom. Medtem problematični so pa ta letala na kratke razdalje, na 1000 km, kam mi rečemo, vemo, v Atene, v Tirano, v Varšavo, v Berlin, v München in tako naprej. To pa letala, dokler se vzdigne, pa pristane, tam pa izjemno veliko goriva porabi. Največ, dokler se povzpne na višino, potem malo manj dol, ampak takrat je največja obremenitev letal in resurs približno po teh kratkih letih je 50.000 ur, na long range je pa 100.000 ur. In to je bistveno vpliva na porabo tudi goriva in obremenitev letala in takrat je pa približno poraba na enega potnika 7 litrov. Tako da ni čist tisto, kar pijejo ekološki, to je letala ustaviti ali pa ne potovati. Na dolge ture se bolj splača kot karkoli drugačne. Tudi v Željevi, Če si bil v Željevi. Jaz sem bil v službi v Prištini, v Beogradu, v Skopju, ampak sem veliko bil tudi v Željevi, zaradi tega, ker smo mi leteli in eksploatirali vsa letališča po Jugoslaviji, tako da sem v Željevi kar veliko časa bil kot gost. Medtem v Željevi je bil moj prijatelj Žerjal Marjan in on brskaj lahko pove, če vas zanima. Aktualno vprašanje zadnjih let. Ukrajinske pilote prešolajo na ameriška letala, 16 kurcev. Zakaj tako dolgi roke? Niso kaj taka razlika med eno in drugo tehniko, da je to enoletno, ne vem koliko prešolanje, že pilotov, ki so že delali v boju in ne vem kaj? Dejansko je, eno leto je minimum. Tak, minimum, nujni minimum med tem, če pride človek na eno letalo, recimo, jaz ko sem začel leteti, približno po 5 letih, vsako leto, da naredim 100 ur, ratam, tako se reče, izkušen pilot. Da imam približno 1000 ur, pa 1200 ur, potem sem zelo izkušen pilot in dober pilot. Za eno leto, če pa naletim sam 100 ur, pa 200 ur, sem pa neizkušen pilot. In potem, če on gre v zrak in pa teden, ko pride iz 300 uri, tu je neenak boj. Ni to resnično, transferi iz letala na letalo različno so zelo zahtevni. Najprej priprave teoretične za eksploatacijo, potem pa še, mislim, te obladanje tehnike pilotiranja. Tako da je resnično toliko se raditi in to ni brez veze. In to, kar govorijo, da te minimalne zahteve, se sem jaz tako rekel, bodo šli na F-16, katere smatram, da je odličen letalo. Ima prednosti nad MiG-om 29, naprimer, MiG-29 ima tudi prednosti na njemu v drugih zadevah, ampak da bi jaz zdaj šel na F-16, katerega zelo cenima, kot cenim 29, bi rabil pa kar leto in pol. Ampak moram računati, da so to precej mladi piloti, recimo. Ja, prosim. Kakšen je bil povprečen letni nalet pilota na MiG-u? 100 ur. Kaj pa v primerjavi z zahodnimi piloti? Zdaj, mi smo to zmeraj regulirali tako, da MiG-21 je imel avtonomijo leta pol ure, 35 minut. Ameriška letala, vse, ko so to, naprimer, napadalna letala, imajo veliko avtonomijo. In one letijo pol vzleti in potem ostane 2 ure in pol v zraku, to je tako normativ. In oni imajo potem lahko 200 ali pa 300 ur na leto. In zdaj bi rekli, kako, to je drugačen sistem je uporabe, način uporabe, strategija uporabe letalstva je NATO sistem v odnosu na ruskega sistema. Jaz sem takoj na začetku rekel, da ta letala so namenjena izključno obrambi. Izključno, mislim, oni delajo
razne naloge v okviru obrambe. Medtem mi nismo bili država napadalna in smo se s tem sam branili od tujega agresora, odnosno napadalca. Kaj pa na MiG-29, takrat so že prišli v Jugoslavijo, ko ste bili še aktivni. Na to prešolanje pa niste šli? Nisem šel, to je bilo na kraju, 88 leta, sem pa šel v Batajnico in sem naredil 2 leta z mojim kolegom, ki je letel tam, čisto informativno in da sem videl, kakšne to so karakteristike in tako naprej. Kar se tiče, recimo, same hitrosti in teh napredkov, on ni bitvo do zdaj, da je pa zelo imel razvito elektroniko, že v odnosu na tega, imel je ta nosilnost 2 motorja, avtonomijo leta se je povečala in avionika je bila po smislu avtomatike, nadzora avtomatike, jaz sem moral vse nadzorovati v tistih zavojih in zemljo in hitrosti in obremenitev letala, medtem ko na MiG-29 jaz sem free to vlekel, kukaj sem hotel, on se ni dal, ker je imel avtomatiko, da se ni mogel prevleči, to smo mi morali pa nadzorovati, pa posebej na majhnih višinah. Mene pa zanima pri base jumpu, skupke tega začetnega prostega pada, kakšna stena mora biti? To je v bistvu, do tam 200 metrov imaš pedalo spakirano za takojšnje odpiranje, kar je pa več, imaš pa že voljnih prosti pad in tam približno po 5 sekundah ti krmila primejo, da lahko kontroliraš. 10 sekundo si pa že čist, imaš že kar tisto hitrost, ki je potrebna, da že letiš. To je. Drugač pa, naprimer, z mostu tam do njih 70 metrov držiš pedalček v roki, skočeš 2 sekunde do 3 čakaš, vržeš in se ti pedalo odpre. Kar je pa več, imaš pa pedalo tle v tem žepu zadaj, pa ga potegneš pa odpreš. Je pa želja, karkoli skačeš, da se čim bolj oddališ od objekta. Naprimer, Petronas, ta Twin Tower smo skakali, je bilo tam 5 do 6 sekund zadržke si lahko šel. In smo se trudili, da si že takrat si se odrinil, pa ko si se v ta položaj postavil, da si bil mogoče 20-25 metrov stran v trenutku, ko si odpiral pedal. To je pa že toliko varno, tudi če se ti je obrnil pedal proti stavbi, si imel čas, da odvije stran. Je pa tle, ni nobenih inštrumentov, vse na občutke. Gledaš, čutiš, to, se ptiči se tudi morajo naučiti leteti, ni pa isto. Ja. Ja. En tak poseben doživetje, zato so Vojko je bil z menoj tudi že, je videl, kako izgleda, jaz zelo spoštujem njegovo letenje, on je bil tudi presenečen, kako to izgleda in moraš pa pristopiti take imeti. Tole je bilo, odkar jaz skačem, to je že, ki je že to 27 let, je bilo skoraj 500 mrtvih. Toliko glede na majhno število. In to še zmeraj jemljajo tako, kot če bi Vojko rekel, dober, naučil sem se leteti na eno ultralightu, zdaj grem pa v Miga, pa bom že letel na majhnih višinah 10 metrov od tala. Tlele tudi moraš ta prav pristop imeti, poleg tega, da tehnično obvladaš, tudi psihično. Predvsem ena tista varovalka je strah. To so se z Vojko tam pogovarjala. Isto je, pri vseh letalcih je to, imaš take, ki jih ni nič strah, pa tisti, ki jih je izredno strah, pa tisti, ki imajo lih prav strahu. In preživijo v glavnem tisti, ki imajo lih pravšno mero strahu. Se zdaj, če kakšnega zanima, ta nov planinski vestnik je prijatelj Istok Tomazin napisal o strahu. Zelo, zelo, zelo dober. Z njim tudi skupaj skačeva in se o teh stvarih dosti pogovarjava. Ker za človeka kaj? Mi smo ustvarjeni pač, po zemlji se gibljamo hitrost, dobrih 30 km na uro, to, kako najhitreje tečeš, da padeš svoje višine, zato si ustvarjen. Vse ostalo je pa nekaj prisiljenega, se moraš
pač premagati ta strah, da to narediš, je pa pol tak zadovoljstvo. No, z nami je bila enkrat ena psihoterapeutka, ne, in je s svojimi očmi pa znanjem opazovala in videla tisti nemir pred skokom, 10 ljudi tam stoji, ne, večkrat živčen, tisti strah se čuti. Potem dol na pristanku se pa to sprosti, ne, pa smeh do ušes pa tako, ne. Ampak to ti daje, da ti ta strah premagaš, pa da upaš nekje skočiti, pa zaupati v svoje znanje, pa v tisto tehniko, kar uporabljaš, ne, ti da eno tako moč, da se ničesar ne bojiš več pol. Jaz enkrat sem pod večer zelo lep skok naredil, sem pristal tam pod steno noter, že tam se je delala, grem po eni ozki stezi, pa tam na tem Monte Brentu so medvedje doma, ne? In vem, da jih že več ljudi so napadli, enega so lansko let celo poškodovali, mislim, ubila, ne? In jaz sem rekel, zdaj pa, če mi pride nasprot, se bo on umaknil, jaz se nam umaknil, ne, tak si nafilan. In potem sem od tega bral, med drugo svetovno vojno so bili ti nemški Fallschirmjägerji, ne, padalci so bili izredno znani, neustrašeni, ampak zakaj? Oni so naredili morebiti v življenju pred bojem mogoče 3 do 5 skokov in njega je bil zelo strah, ki je tam skočil. On, ki je padel dol na zemljo, se ni ničesar več bal, ne, zato so bili dobri in točno to je, ne. In pomagati jim je, če v poslu vidiš, si imel razne situacije, ne, in če ne bi teh stvari počel, bi pač počepno, si psihično obremenjen, se bojiš, tako si pa postaviš unga svojega nasprotnika, najprej se na isti ravni, poga pa postaviš pod sebe, ne, in komocki se ga nimaš kaj bati, zakaj pa, ne. In si videl, da je to pomagalo zelo, ne. Tako da je fajn, pa še se mi zdi, če take stvari počneš zlepa, nisem bil nič bolan, polomljen sem bil lika, ne, ampak nič hudega, nobenih prekladov pa takih, mislim, minimalne zadeve, ne. Ampak to je dobro, da pač Janez lahko je, ne. Telo bolj funkcionira čez tako, ne. Poln energije, vse, res fajn. Kaj sem prebral tam, ne, enkrat sem na YouTubeu gledal, katere 5 stvari, ki jih človek po 70 letu še uspešno naredi, a ne. Točka 1 je bila, zjutraj brez pomoči ostaneš. In takrat si jaz rekel, dober, konc nisem več naprej gledal, a ne, to mi rade. Tak je. Vsega ste se že lotil, to je neverjetno, res. A ste se lotil tudi že pisanje knjige? To me pa Tomazin Prgana, pa sva se že s prijateljem Janezom pogovarjala. Povem, že spominov imam ogromno, tako da je težko kaj izbrati. Zaenkrat še nimam časa. Ja, res. Na Voški je lepo vreme, pa gremo leteti, gremo skakati, se malo kdaj dirkati, pa še kakšne druge stvari in sploh pod kar sem v penzionu, grejo dnevi, danes je sreda, ko je bo petek, pa spet ponedeljka, ne, res. In to je, pa... Že drugič sem vaju poslušal, danes drugič, pa vaju bom poslušal še ta tretji. Hvala. Zelo odličen tandem sta. Taka fajn družina smo se najeli skupaj, ne. Janez, Sandi, Vojko, veliko si imamo zapovedati, ne samo letenje, tudi druge stvari, ne. In to je zanimivo, ne, takole se dobimo in to poživi, ne, res. Še ti kaj povedal. Pa če Janez organizira kakšni izlet, pa tako so vsi skupaj gremo, pa spet smo v novem okolju, se nekaj novega naučimo, ne, kar naprej se nekaj da videti, naučiti in tako. Tudi naš kolega letalski, Franc ima eno izjemno konstrukcijo gor na Koreščku, enkrat, ko bo vreme, bomo šli to pogledati, kaj to zares zelo vredno ogleda. Zelo. A ne, Milojka? Zdaj, če ni več vprašanj, hvala lepa v imenu vseh nas
Okay. Lepa hvala tudi z naše strani Parka vojaške zgodovine, res za ta izjemen večer, ki se da bi lahko še ure vas poslušali. Mislim, da bomo mogoče še kdaj dobili, no? En tak lušen ambient je tukaj pod tem migom, prav pašali ste sem, ne? Tako da res hvala lepa, ne? Z Vojkotom se poznamo zdaj že leta, del njegove zapuščine hranimo tukaj na enem častnem mestu. Tisti podcast je posnel z atmosferci, mislim, da je že nekih 350,000 ogledov, ne? Tako da je res že del inventarja tukaj v parku. Res hvala lepa vsem, no. Vam tem 4 za organizacijo tega in vsem vam ste ustrajali tukaj ta večer. Lepe praznike želim in do naslednjič. Hvala za povabilo.